Prisrčno pozdravljeni v novi epizodi niza 8 načel celostnega zdravja. Današnja govornica bo Marija Major Šunjevarič, zdravnica specialistka transfuziologije. Govorila bo o temi, ki je nekaj samoumevnega, a vendar pomembna. Dogaja se sama od sebe, a vendar imamo tudi vpliv in nadzor nad tem. Govorila bo o dihanju in zraku. Lepo pozdravljeni. Tema današnjega predavanja je zrak. Naš organizem namreč normalno deluje znotraj omejenih, biološko določenih meja. To so kislost telesnih tekočin, temperatura telesa, delovanje srca, dihal, prebavil, izločanja seča oziroma delovanja ledvic. Omenimo še kožo, sluznice in čudovito ustvarjeno vezivno tkivo z ekstracelularnim matriksom, ki je pravzaprav kristal v tekoči obliki in s svojo funkcijo in zgradbo omogoča medsebojno povezanost vsega s vsem v telesu. Preko živčnega sistema vsak impuls ob spremembi v okolju prihaja po različnih čutilih. Glede na vedno zaposlen mehanizem vzdrževanja imamo osnovne pogoje za življenje in to je homeostaza. Ko gre za prilagajanje okolju, telo ojača. Epifiza je žleza, ki je glavni dirigent in pobudnik akcije za prilagoditev. Njeni hormoni so serotonin, melatonin in dopamin. V epifizi se ugotavlja sprememba elektromagnetnega sevanja, ki regulira dogajanja na notranjem subatomskem nivoju energije. Nekaj bi povedala o vplivu zraka na zdravje. Zrak je dah življenja in mi smo popolnoma odvisni od njega. Naš planet obdaja ozračje. S pomočjo sončne svetlobe kisik proizvajajo cianobakterije, alge in zelene rastline. S fotosintezo iz vode in ogljikovega dioksida, ki se sprošča pri dihanju, dobivamo kisik, ki je nujno potreben za pravilno delovanje tako imenovanih električnih central v naših celicah. Imenujemo jih mitohondrije in so temelj vsake aktivnosti, ki se odvija v našem organizmu. Zrak omogoča, da vsaka celica organizma dobi potrebno količino energije. Rdeče krvničke po delovanju srca krožijo v obtoku. Hemoglobin prenaša sveži kisik iz pljuč do vsake celice v telesu. Porabljeni kisik se vedno znova nadomešča. Iz ogljikovega dioksida in vode nastanejo ogljikovi klorati, to so hranila in kisik. Zrak vsebuje okrog 20% kisika, ostalo pa je dušik, 78% in nekaj drugih plinov. To so argon, ogljikov dioksid, neon, helij, metan, kripton, vodik in vodna para. V našem telesu je kisik nujno potreben za normalno delovanje, ker vsaka izmed 100 bilijonov celic organizma nenehno potrebuje kisik. Kri v pljučih ga prevzame iz vdihanega zraka in ga prenaša po eritrocitih v vse dele telesa. Če so celice dobro preskrbljene s kisikom, so zdrave in prispevajo splošnemu občutku zadovoljstva. Če pa je dovod kisika v pljuča oviran ali je prenašanje v celice ovirano, je to škodljivo. Molekule zraka imajo ali pozitiven ali negativen naboj. Onesnažen zrak je običajno poln pozitivnih ionov. Na avtocestah, letališčih in v zaprtih, slabo prezračenih prostorih. Zrak, ki vsebuje obilo negativnih ionov, obkroža jezera, morsko obalo, reke, slapove, gozdove, v ostalih krajih pa se pojavlja po dežju. Takšen zrak osvežuje in nas polni z elanom. Za boljše počutje se je koristno ustaviti nekajkrat globoko in počasi vdihniti sveži zrak, ker telo na ta način dobiva dodatni kisik, izgublja pa ogljikov dioksid. Dober način polnjenja telesa s kisikom je telovadba. Vpliva na krvni obtok in pospešuje gibanje rdečih krvničk, polnih s kisikom. Ne pozabimo na lončnice, čopaste zelenčice, aloe vero, krizanteme, gerbere, praprot, navadni bršljan in filodendron. Dobro jih je postaviti po 1 na 10 kvadratnih metrov notranjega prostora. Rastline požirajo številne toksične onesnaževalce in bogatijo zrak s kisikom ter občasno sprostijo posamezni negativni ion v zrak. Ali vnašamo zadostne količine kisika v telo? Kisik je življenjsko pomemben za vsako celico.
Nepravilno dihanje ali slaba kakovost vdihanega zraka prikrajša telo za ta vitalni element. Posledično pa nastajajo depresija, razburljivost, glavoboli in kronični občutki utrujenosti ter izčrpanosti. Tudi sprememba vlage v zraku ima svoj vpliv. Prehladni virusi lažje preživijo pri nižji vlažnosti. Hladen zrak izsuši nosno sluznico in jo naredi bolj dovzetno za viruse. Večja verjetnost, da bomo zboleli za prehladom, je, če smo zelo utrujeni, v čustveni stiski ali pa imamo alergije z nosnimi simptomi. Nekaj besed bi pa povedali tudi o dihanju. Zrak osveži telo in dušo, pospeši krvni obtok, spodbuja tek, uravnava prebavo in vpliva na spanje. Popolnoma smo odvisni od njega. Dihanje je temeljna življenjska funkcija, ki poteka samodejno. Pri dihanju sodelujejo nos, žrelo, sapnik, večje in manjše veje bronhov ter pljuča. Vendar lahko na dihanje tudi zavestno vplivamo in tudi tako poskrbimo, da postane bolj učinkovito. S pomočjo posebne metode, dihalna koordinacija MDH ali pa MDH Breathing Coordination, se lahko vzpostavi optimalno dihanje in pri tem usklajeno sodelujejo različne strukture našega telesa. Zmanjšuje čezmerno napetost in vzpostavlja zdravo ravnotežje v mišicah in skeletnem sistemu, ter s tem omogoča umirjeno in učinkovito ventilacijo. Metoda pomaga tudi pri dihalnih težavah ter pri odpravljanju stresa zaradi posledic izgorelosti. Eden izmed temeljnih elementov te metode je uporaba funkcionalne anatomije. Kako nekateri telesni sklopi in sistemi, tudi precej oddaljeni od pljuč, sodelujejo in lahko ustvarijo razmere za čim bolj optimalno dihanje. Naši možgani pa bodo storili vse, da priskrbijo telesu potrebno gorivo. Včasih se po nepotrebnem čezmerno priklopijo k delovanju prepone, ki je glavna dihalna mišica, še druge, pomožne mišice. Ker je dihanje pomembno za preživetje, ima telo več strategij, da zagotavlja vnos kisika in izdih ogljikovega dioksida. Proces se dogaja kot avtomatizem, lahko pa ob tem tudi aktivno delujemo za boljšo učinkovitost dihanja. Kot pri možganih, tako tudi pri pljučih večinoma uporabljamo le precej omejene zmožnosti. Na to vplivajo delovne navade, čezmerno sedenje, stres, napetosti. Pri mlajših osebah se v zadnjem času opaža prevelika napetost v vratnem mišičevju zaradi večurne uporabe tablic in pametnih telefonov, ki silijo glavo v pretirano nenaraven položaj in s tem ustvarjajo neravnovesje tudi po celotnem trupu in prsnem košu. Nepravilno dihanje ali slaba kakovost vdihanega zraka prikrajša telo za sprejem kisika. Izboljšanje telesne pripravljenosti je odvisno od sproščanja kisika v mišice, organe in tkiva. Večja oskrba celic s kisikom ni le bolj zdrava, ampak bomo zaradi nje ob intenzivnejši vadbi manj zadihani. Če se športniki naučijo pravilnega dihanja, lahko dosegajo boljše rezultate na tekmovanjih. Suh, mrzel zrak lahko povzroči bronhialno skrčenje zaradi izsušitve sluznice pri osebah, ki imajo bronhialno preodvisnost. Več tednov lahko živimo brez hrane, več dni brez vode, brez zraka pa le nekaj minut. Kisik v zraku je potreben za zgorevanje hrane v naših celicah in proizvodnjo nujne življenjske energije. Dobro je začeti dan z nekaj globokih vdihov v prezračenem prostoru. Naj bo spalnica prostor, v katerem se nikoli ne kadi. Vdihnimo večkrat, ker naši možgani in celotni organizem delujejo veliko bolje, če vdihavamo čisti zrak. Kar se da pogosto pojdemo v naravo in s polnimi pljuči vdihavajmo sveži zrak. Če v mirnem stanju vdihavamo veliko količino zraka, torej hiperventiliramo, je v pljučih preveč kisika in premalo ogljikovega dioksida, ki je nujen za prenos kisika v celice. Ves organizem zapade v stresno stanje, temu rečemo respiratorna alkaloza. To pa lahko, ko je trajno, povzroča številne bolezni. Prožno in globoko dihanje blagodejno vpliva na naš živčni sistem in nam pomaga,
da se iz stresnih situacij lažje in hitreje vrnemo v umirjeno stanje. Pa še nekaj besed o lastnostih zraka. Na lastnosti zraka vplivajo temperatura, vlažnost, prozornost, pogostnost pojava kot so dež, veter, grmenje, megla, rosa. Na vreme vpliva tudi smer oziroma položaj hribov in planin. Podnebje je klima določenega področja. Pri oceni zdravilnosti področja so pomembni flora, fauna, čistost zraka in vode, odsotnost industrijskih ali drugih onesnaževalcev ter hrupa. Vsaki organizem ima genetske možnosti za reakcijo na spremenjene okoliščine in prilagoditev na spremembe. Primer. Prebivalci v Andih, Nepalu in še drugod vdihavajo razredčen zrak in pridobijo manj kisika, ampak njihovo telo je razvilo večje število eritrocitov. Zdaj pa ena aktualna tema, to je onesnaževalci zraka. V oddaji Odmevi na RTV Slovenija je 15. februarja pred 4 leti bilo povedano, da je v Sloveniji najbolj onesnažen zrak med vsemi državami v Evropi. Celje pa je najbolj ogroženo mesto. 1/3 krivde gre na račun kurišč in se glede tega vršijo redne meritve. V svetu letno zboli 14 milijonov ljudi zaradi rakavih bolezni. Bolezni pljuč pa so na 3. mestu v Evropi. Le 20 do 30% oseb zboli zaradi okuženosti z virusi, z bakterijami, kemičnimi snovmi ali pa zaradi poškodb. 70% pa zboli zaradi pomanjkanja kisika oziroma onesnaženosti zraka in tudi zasedenosti oziroma premalo gibanja. Prizadevajmo si okrepiti imunski sistem na to raven, da bomo manj občutljivi. Zrak je žal onesnažen tudi znotraj bivalnih prostorov. Sodobna gradnja predvideva dobro izolacijo zaradi varčevanja energije. Ta pa je vzrok slabega prezračevanja in potencialne akumulacije notranjih zračnih onesnaževalcev. Najnevarnejši je tobačni dim. Iz nekaterih lesenih izdelkov se pa sprošča formaldehid. Druge kemične pare pa izhlapevajo iz preprog, tkanin za tapeciranje, kopirnih strojev, čistilnih sredstev in iz sveže zlikanega perila. Ogljikov monoksid in dušikov dioksid sta dva strupena plina, ki nastajata v plinskih pečeh, kot tudi v pečeh na kurilno olje in premog. Onesnaževalci so tudi prah, pršice, plesen, glivice ter ozon, azbest, ostanki pesticidov in podobno. Pozimi smo večinoma v zaprtih prostorih, v segretem, zatoklem, suhem zraku, celo zakajenem. Ne glede na nizke zunanje temperature, je treba bivalne prostore večkrat na dan prezračiti, da se zamenja zrak, v katerem lahko pozimi mrgoli virusov, še posebej tistih, ki jih kihnemo in izkašljamo v zrak. Sprememba vlage v zraku ima svoj vpliv na zdravje. Prehladni virusi lažje preživijo pri nižji vlažnosti. Hladen zrak izsuši nosno sluznico in jo naredi bolj dovzetno za viruse. Večja verjetnost, da bomo zboleli za prehladom je, če smo zelo utrujeni, v čustveni stiski ali pa imamo alergije z nosnimi simptomi. Zdaj se pa zastavlja vprašanje, kako onesnaževalci vplivajo na ljudi. Simptomi so lahko pekoče in srbeče oči, bolečine v grlu, kašelj, srbečica in celo glavobol, počasnost, slabost, vrtoglavica, občutek izčrpanosti in tudi depresija. Skupek teh simptomov se ponekod imenuje sindrom bolnega bivališča. Kaj pa zaščita? Obstajata dva temeljna načina. Ne absolutno učinkovita, ampak kot pomembna zaščita. Lahko izvajamo nadzor nad izpostavljanjem škodljivim vplivom. Prepovemo kajenje v domu. Tobačni dim vsebuje številne škodljive kemikalije. Upoštevajmo obvestila o cvetenju raznih biljk, da se v primeru nagnjenosti alergijskim reakcijam izognemo škodljivim vplivom posameznih rastlin. Naj se peči in kuhinjski aparati dobro zračijo navzven. Grelne in klima naprave za hlajenje naj se redno vzdržujejo. Odvode za zrak in filtre je potrebno redno servisirati. Enako velja za dimnike. Odstranimo zavese in preproge.
varčno koristimo sredstva za osvežitev zraka. Če imamo garažo v sklopu hiše, se izogibajmo prižiganja motorja avtomobila v njej. Najpreprostejša rešitev problema notranjega onesnaženja je odpiranje okna in prezračevanje. Sveži zrak razreči nakopičene pline in s tem zmanjša tveganje za nastanek bolezni. Namreč v zaprtih prostorih vedno vdihavamo in izdihavamo isti zrak. Količina kisika se postopoma manjša, povečuje pa se koncentracija ogljikovega dioksida in drugih odpadnih snovi, kar povzroča zaspanost, glavobol in počasnost. Zunanji škodljivci so prah, umazanije v zraku, saje, premogov prah v rudniku in kamnoseštvu, pare v kemični industriji in svinčene pare. Še nekaj nasvetov. Naravnajmo hladilna in grelna telesa tako, da uvajajo 20 do 35% več svežega zraka. Prezračimo dom najmanj enkrat dnevno. V meglenih dneh naj bo prezračevanje po noči ali zgodaj zjutraj. Koncentracija škodljivih delcev v smogu je opazno nižja po sončnem zahodu. Spimo po odprtem oknu, če se želimo zbuditi sveži in čili. Še nekaj besed o onesnaženosti zraka. 90% svetovnega prebivalstva vdihava onesnažen zrak. Onesnaževalci so kuriva, pirotehnika, izpušni plini, tekoča goriva. Pri eksploziji raket se sprosti več majhnih in večjih nanodelcev, ki ostanejo v zraku 2 do 3 dni. Sproščajo se težke kovine, stronci, bari, železo, aluminij in baker. Z dihanjem delci pridejo v trahejo, bronhije in tudi v možgane. Ko pridejo v kri, tvorijo strdke, ki imajo škodljiv vpliv v organizmu. Do 6000 nanodelcev v zraku je še normalno. Ustne maske ne pomagajo. Raje uporabljajmo ovratno ruto ali šal. Najbolj onesnažena mesta in države so Pariz, Peking, Indija, Kitajska. Približno 5,5 milijona ljudi umre zaradi pljučnega raka in drugih pljučnih obolenj. Čakalnice so polne bolnikov zaradi škodljivih posledic visoke onesnaženosti zraka. 9. decembra pred 5 leti so v Sloveniji bile ekstremno visoke koncentracije teh delcev. 31. januarja naslednje leto je bila izmerjena visoka onesnaženost zraka. Iz medijev dobivamo redna obvestila. Ko gre za akutne bolezni dihal, je pomembno uživati veliko tekočine, izolirati bolnika, skrbeti za higieno rok, prezračevati, da bi omogočili dotok čistega, svežega zraka in zagotoviti več spanja in počitka. Ko pa je 15. aprila 2019 izbruhnil požar v Notrdamski katedrali v Parizu, je nastala ekološka katastrofa. V zrak se je spustilo ali pa sprostilo nemalo škodljivih snovi. Med požarom je v ozračje šlo vsaj 250 ton svinca iz puščice in okrog 210 ton strehe. Torej v zraku je bilo 460 ton svinca. Presežen je bil ta prag, ki je sicer postavljen pri 5000 mikrogramih na kvadratni meter. Vdihavanje tega s svincem onesnaženega zraka ni brez posledic za ledvice in živčni sistem. Zlasti za okoli 6000 otrok, ki živijo v bližini katedrale, v okoliških stanovanjih, šolah in vrtcih. V zraku in na tleh je izmerjena 20-krat večja količina svinca od dovoljene. Med 400 otroki, ki se zadržujejo v bližini katedrale, so zdravniki med 8% odkrili v krvi nenormalno visoke količine svinca. Dela na obnovi so 25. julija prekinili zaradi odločitve inšpekcije, da je prevelika količina svinčevega prahu škodljiva za zdravje delavcev. Leta 1961, davnega leta, ko je Jurij Gagarin poletel v vesolje, je vsak prebivalec planeta s kurjenjem fosilnih goriv v povprečju pridelal 3 tone ogljikovega dioksida letno. Do leta 1973, ko se je začela naftna kriza, je številka zrasla na 4,3 tone. Kemijska sestava zraka, ki ga dihamo danes,
je drugačna kot tedaj, ko je prvi človek odletel v vesolje. Leta 1961 je bilo v eni prostorninski enoti zraka 300 enot ogljikovega dioksida. Danes jih je 400. No, vrnimo se malo še na funkcijo dihanja. Dihala omogočajo dihanje. Nos, žrelo, sapnik, večje in manjše veje bronhov in pljuča. V pljučih poteka izmenjava plinov. Iz vdihanega zraka sprejemamo kisik, iz telesa pa vdajamo ogljikov dioksid. S vsakim vdihom dovajamo telesu neobhodno potreben kisik. S vsakim izdihom pa odstranimo nepotrebne pline. Izmenjava poteka preko krvi. Srce pa je motor, ki poganja kri v pljuča in do celic. Vsa kri gre skozi pljuča, kjer se izmenjujejo plini. Od pravilnega dihanja je odvisna preskrba telesa s kisikom. Prehlad zaradi hladnega zraka sproži izločanje sluzi v nosu in bakterije povzročajo nahod. Ko smo pod vplivom stresa, dihamo pospešeno in zaradi tega možgani dobivajo manj kisika. Tedaj se moramo osredotočiti na dihanje, namreč sprostimo se na vdih in izdih. Vdihnimo globoko, da pljuča postanejo kot balon. Zrak kratko zadržimo v sebi, potem pa ga izpustimo. Opazujmo vdih in izdih, ter se osredotočimo na to, da najdemo lastni tempo. Ker je kisik nujen za delovanje telesa, prakticirajmo telovadbo. Vdihavajmo sveži zrak in poskrbimo za prezračevanje bivališča. Preverimo, ali imamo pravilno držo pri sedenju in dihanju. Ali je hrbtenica ravna ali pripognjena. Ali imamo spuščene rame, ali dihamo plitvo ali globoko. Ali nas naša oblačila in sedež omejuje pri dihanju. Ali je v prostoru svež zrak ali pa zatokli. Ali redno telovadimo. Ali uživamo mastno hrano, kajti ta zmanjšuje zmožnost krvi za prenos kisika. Ali imamo navado večkrat globoko vdihniti sveži zrak. Dihajmo pravilno. Zravnajmo hrbet. Potegnimo zrak v pljuča. Predstavljajmo si, da z zrakom polnimo trebuh, vse dokler ne čutimo, da se nam trebuh širi. Ko se pljuča napolnijo, začnimo počasi izdihavati. Skrčimo trebušne mišice, vse dokler ne izdihnemo poslednjo količino zraka. Ta postopek ponovimo 5 do 6 krat, lahko zjutraj in potem še nekajkrat tekom dneva. Če je možno, delajmo to pri odprtem oknu ali zunaj na svežem zraku. Tako si lahko osvežimo telo in zbistrimo Vadimo globoko dihanje čim pogosteje in najbolje v naravi, ker tam začutimo mir ter se usmerjamo na njeno lepoto, usklajenost in čutimo zdravilni učinek čistega zraka. Nekaj o fizični aktivnosti. Priporočana je namreč redna vadba. Približno 1 uro dnevno. Tek ali hitra hoja. Po 20 minutah se ponavadi pojavi utrujenost. 15 minut pozneje pa toplina v telesu in potenje. Po 30 minutah se začnejo izločati endorfini, ki izboljšajo razpoloženje. Počutimo se sproščeno in čutimo kopičenje energije. V možganih se vzpostavlja ravnotežje glede izločanja nevrotransmiterjev oziroma hormonov, ki jih sintetizirajo in izločajo nevroni. In utrujenost izgine. Zdaj pa še nekaj nasvetov za mladino. Rekli bi temu wellness za pomnjenje. Fizična aktivnost je ena temeljnih potreb otrok. Psihologi priporočajo uravnovešeno razmerje glede učenja in prostega časa. Dolžina pavze se prilagodi starosti otroka. Fizične aktivnosti so pomembne za izmenjavo snovi v celotnem organizmu in vplivajo na delovanje možganov glede boljše oskrbe s krvjo. Če otrok porabi 40% svoje energije, možgani dobivajo 25% več krvi. To je zelo pomembno za možgansko skorjo, ki je odgovorna za dolgoročni spomin. Gibanje pospeši prekrvavljenost in tudi niža nivo stresa ter vpliva na izmenjavo snovi v telesu. Prenosniki informacij povezujejo logična in emocionalna področja v možganih.
Večurno učenje ni dobro za pomnjenje zaradi preobremenjenosti. Učna snov se teže ohranja v spominu. Strokovnjaki svetujejo mini pauze pri učenju, gibanje na svežem zraku, tek okoli hiše, skakanje na trampolinu ali podobne aktivnosti, ki pospešijo krvni obtok in oskrbujejo možgane z več kisika. Otroci, ki se aktivno ukvarjajo s športom, polnijo možgane s kisikom in so boljše razpoloženi. Lažje se osredotočajo na zadane naloge in so zaščiteni pred vplivom stresa. Dijaki, ki se več gibljajo na svežem zraku, imajo boljši šolski uspeh. Koristni so krajši nekajminutni premori, 2 do 3 krat, potem pa naj se omogoči daljši počitek. Približno 20 minut na svežem zraku. Spet, da omenim, trampolin za sproščanje, nakopičene energije, vrv za preskakovanje in tako naprej. To je pomembno za zadostno preskrbo možganov s kisikom in glukozo. Športne aktivnosti v naravi krepijo zmožnost razmišljanja in pomnjenja zaradi večjega dotoka kisika v možgane. Obenem pa se zahvaljujoč izločanju različnih substanc, ki jih telo pri ukvarjanju s športom samo proizvaja, izboljšuje tudi spomin. Šport je gnojilo za možgane, zmanjšuje vpliv stresa in povečuje intelektualne zmogljivosti. Mnenje nevrologov je, da šport krepi mišice in tudi zmožnost razmišljanja. Gre za povečano preskrbo s kisikom in ustvarjanje novih celic v hipokampusu, v delu možganov, v katerem se skladiščijo nove vsebine in ohranja dolgoročni spomin. To je raziskal Charles Hillman, nevrolog in hokejist iz Univerze Illinois v študiji, ki je zajela 259 dijakov 3. in 5. razreda in je s tem dokazal, da imajo najboljše ocene otroci, ki se največ gibljajo. Sodobni tomografi to potrjujejo. John Rieti iz Inštituta za psihiatrijo v Münchnu je eno snov, ki se pospešeno proizvaja med mišičnim treningom, BDNF, to je nevrotropni faktor, označijo kot gnojilo za možgane, ker zagotavlja hranljive snovi za vse miselne procese. Torej, gibanje na prostem, kolesarjenje, igre z žogo, sprehodi v naravi nižajo vpliv stresa ter krepijo učne potenciale in spomin. Še nekaj besed o spremembi okolja. Strokovnjaki za klimatoterapijo priporočajo bivanje v zdravem okolju najmanj 4 do 6 tednov. Sprememba okolja osveži telo preko čutil. Čutimo ugodje določene klime, vračamo se biološkemu ritmu sna, dihanja, delovanja srca in krvnega pritiska. Več je počitka na svežem zraku in pri dnevni svetlobi, manj bedenja ob umetni luči, več fizične aktivnosti, gibanja, teka. Flora ugaja očem, duši, dihalom, a nagrajen je tudi vok. Tako se krepijo mentalne moči in tudi imunski sistem. Sedaj pa bi spregovorili o kvaliteti zraka v prihodnosti. Namreč bivanje na Zemlji je resno ogroženo. Mediji nas vsakodnevno obveščajo o požarih na različnih koncih sveta. V zrak se spušča veliko ogljikovega dioksida, dim pa absorbira sončno sevanje, ki bi ga beli oblaki ali tla odbili nazaj v vesolje. V amazonskem pragozdu, ki je velik kot Evropa, to je največji tropski pragozd na svetu, je leto 2019 zaznamovalo ogromno obširnih požarov. Po podatkih Brazilskega raziskovalnega inštituta INPA je bilo do leta 2019 v pragozdu okoli 72,000 požarov, 84% več kot leto poprej. Okoljevarstvenik Ricardo Mello iz Svetovnega sklada za naravo WWF je za BBC pojasnil, da so požari vzrok za krčenja gozda. Pragozd se namreč izsekava bolj kot kdajkoli prej. Amazonski pragozd zagotavlja skoraj polovico kisika, ki ga potrebujemo za življenje. Kisik ustvarjajo drevesa, ki vsrkavajo tudi ogljikov dvokis iz ozračja in s tem zmanjšujejo segrevanje zemlje. Pomembno je tudi, da v pragozdu domuje več kot 3 milijone živalskih vrst in rastlin. Brazilski kmetje krčijo pragozd,
da dobijo površine za pridelavo hrane oziroma za pašo govedi. Amazonski pragozd imenujemo pljuča sveta. Na eni strani so uničevalci planeta, na drugi pa možnost, da se bo ta ohranjal v biokemičnem ravnovesju, ki omogoča nadaljnje bivanje na njem. Rešitev brazilskega pragozda je prvi pogoj za vsako drugo reševanje človeštva. To temo je francoski predsednik izpostavil na zasedanju G7, ki je v Franciji potekalo v začetku septembra 2019. Ohraniti pragozd je bistvenega pomena, če bi rast globalnega segrevanja hoteli omejiti na 1,5 stopinje. Bolivijski predsednik je izjavil, nič ni dragocenejše kot zemlja. Ona lahko preživi brez nas, mi pa brez nje ne moremo. Verjamem, da ste slišali veliko koristnih napotkov. Za še več nasvetov o celostnem življenju in zdravju pa lahko berete v reviji Čili in zdravi, ki jo lahko naročite brezplačno na povezavi, ki je izpisana na ekranu. Vabimo vas tudi, da obiščete našo spletno stran oziroma Facebook stran Čili in zdravi. Do naslednjič vas prisrčno pozdravljam. Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.